Dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj na februarski večerni akademiji, ki nosi naslov Bog v stari zavezi, evolucija monoteizma. Moje ime je Peter Černe in v jezuitskem kolegiju delujem kot asistent ravnatelja jezuitskega kolegija oziroma kolegija študentske rezidence in kot vsebinski sodelavec in bom nocoj ta večer povezoval. Izrekam vam torej toplo in iskreno dobrodošlico na nocojšnjem dogodku, ki poteka v organizaciji jezuitskega kolegija v Ljubljani. Po še enem mesecu dni je zopet čas za novo večerno akademijo. Večerne akademije tvorijo serijo mesečnih predavanj, ki potekajo z različnimi gosti, strokovnjaki z različnih področij. To serijo predavanj jezuitski kolegij organizira vsako študijsko leto in za študijsko leto 2021-2022 je februarska večerna akademija že 5. večerna akademija, s katero pa žal ta cikel oziroma ta serija predavanj že prehaja v svoje zadnje izdihljaje, namreč po tej nas čakata le še dve, in sicer marčevska ter aprilska, in že kar na tem mestu vas povabim, da z nami vztrajate do konca. V vodstvu kolegija smo zelo veseli, da ste tudi ta mesec izkazali interes in si vzeli čas za to, da se nam tukaj nocoj tudi pridružite v tej naši Zoom spletni sobi. Nocoj je kot gostujoči predavatelj z nami pater Damjan Ristič, ki ga prav tako prav lepo pozdravljam. Gospod Ristič je jezuit, je predstojnik jezuitske skupnosti pri Svetem Jožefu v Ljubljani in ravnatelj jezuitskega kolegija v Ljubljani. Predava kot asistent na teološki fakulteti in pripravlja biblične module v jezuitskem kolegiju. Svojo izobrazbo na različnih področjih je pridobil v Sloveniji na Filozofski in teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, na Londonski univerzi in pa v Westminsterskem pastoralnem centru. Svojo specializacijo iz biblične teologije je opravil na Boston Collegeu. Javnosti je poznan kot predavatelj in publicist, pa tudi kot začetnik šole za duhovno spremljanje v Ignacijevem domu duhovnosti. Glede na tako široko strokovno ozadje in na brezštevilne izkušnje gospoda Rističa lahko nocoj zagotovo pričakujemo precej zanimivo predavanje in zelo strokoven in poglobljen uvid v naslovno tematiko, torej Bog v stari zavezi, evolucija monoteizma. Preden pa predam besedo našemu gostu, bi rad opozoril še na to, da bo gospod Ristič po svojem predavanju na voljo tudi za vaše vprašanja. Vaše vprašanje lahko zapisujete v klepetalnik. Ta funkcija se nahaja v Zoomovem oknu v horizontalni rodni vrstici spodaj. Med udeleženci tega predavanja morate poiskati uporabnika, ki se imenuje vprašanja. Njegov simbol je bela črka V na črni podlagi in temu uporabniku lahko svoje vprašanje zapišete. Celoten postopek je torej za vas anonimen, vprašanja pa lahko zastavljate kadarkoli v času predavanja, torej kadarkoli dobite idejo za to, kar bi vprašali, lahko to v miru zapišete. Ko pa bo po koncu predavanja čas za vprašanja, jih bom jaz našemu gostu na glas prebral. Zaenkrat je to z moje strani vse, sedaj torej predajam besedo našemu nocojšnjemu gostu, patru Damjanu Rističu. Izvolite. Dober večer vsem skupaj, tistim, ki ste tukaj v naši dvorani, Rupevi dvorani, kjer smo se že opogumili, da imamo predavanje v živo, pa seveda vsem, ki ste tudi na Zoomu, ki nas sledite, in se bomo kar spoprijeli z naslovom tega predavanja. Najprej, potem pa bomo šli po korakih naprej. Jaz predvsem si želim, da bi predavanje sprovociralo nekatera vprašanja. Prepričan sem, da že sam naslov nekatera vprašanja provocira. Se pravi, stara zaveza, Bog v stari zavezi, monoteizem, politeizem, henoteizem, kaj se dogaja, ne? Boste videli, bomo šli sistematično, vse poskušali bomo kolikor toliko sistematično iti skozi to. Gotovo pa je stara zaveza vir mnogih navdihov, pa tudi mnogih nesporazumov. Predvsem je moja želja, da bi nocojšnje predavanje to vse nekoliko usmerilo, če že ne dalo vse odgovore. Vesel bom vsekakor vsakega vašega vprašanja po samem predavanju. Najprej poglejmo tole knjigo. Ne vem, poznate Tanak?
Tanak, to je judovsko svetopismo, tudi tole je, to se pravi v hebrejščini, vidite, tukaj se začne z napačne strani po naše, ne? Se pravi, tole prihaja s prevodom, vidite, tukaj v hebrejščini, v angleščini, lepa knjiga. In kdaj in kako je nastala, to je pa eno dobro vprašanje. In kaj ima nastanek te knjige z vprašanjem teologije v Stari zavezi, vprašanjem tega, kdo je Bog. Najprej povem, da ta knjiga ni nastala kar čez noč, to že menda veste in slutite, ampak je ta knjiga nastajala približno 1200 let. To je zelo dolgo časovno obdobje. Če je mogoče prve zgodbe ali pa bi rekel drobci, ki so v Stari zavezi, izhajajo iz časa konca bronaste dobe, se pravi 1200 in tam nekje, pa potem iz časa monarhije, to je Davidova monarhija okrog leta 1000, in pa kasneje potem babilonsko pregnanstvo, tukaj so stoletja vmes. In seveda vsako stoletje prinese nove izkušnje, nove vpoglede v to, kdo naj bi Bog bil in kakšna je usoda Boga in njegovega izbranega ljudstva. Se pravi, to je mogoče tista bistvena stvar o tem vprašanje, kaj sploh je Stara zaveza. Zdaj pa moramo še postaviti še dve stvari jasno pred nas. Stara zaveza za koga? Za koga je to Stara zaveza? Se pravi, za nas, za kristjane. Jaz sem kristjan, torej se smatram, da je to tudi zame Stara zaveza. Kristjani pa poznamo tudi Novo zavezo. Nova zaveza je, kot vemo, iz časa po Kristusu, kar nekaj desetletij po Kristusu, so nastale najprej Pavlova pisma, potem evangeliji in tako naprej. Zelo dobro vprašanje je, ki ga marsikdo si ga zastavlja, a je potem kakšna povezava med Bogom Nove zaveze pa med Bogom Stare zaveze? In odgovor je seveda ja. Odgovor je da, seveda je povezava. Sploh, če rečemo Stara zaveza, zato jo tudi imenujemo Staro zavezo, se pravi, da še ima določeno veljavo. Je vir kanoničnih besedil. Kaj so kanonična besedila? Ste zdaj slišali za kanon? Če ste mogoče Vojna zvezd ima kanon, ste slišali se pravi, nekatere zgodbe so tiste avtentične, prave, za tiste prave poznavalce Vojne zvezd, bodo vedeli točno, katere zgodbe pašejo noter, katere so pa druge. To se pravi, kristjani imamo tudi svoj kanon, se pravi, knjige, ki smo jih uvrstili v Sveto pismo, tole je sicer judovsko, mi pa imamo seveda bolj obširno kanon, ki je kanon Stare zaveze in Nove zaveze. Stvari so še nekoliko bolj komplicirane, ampak mogoče ne bomo šli v te komplikacije. Poglejmo najprej tale judovski, tole nas bo najbolj zanimalo ta večer. Iz treh delov je sestavljen Tanak. Tanak pomeni Tora, Navijim in pa Ketubim. To so trije izrazi, ki jih poznate sicer v slovenščini. Postava, preroki in pa pisma. Se slišali že, ne? Se pravi, poznamo iz Nove zaveze, Jezus govori, razpravlja z farizeji in podobno in govorijo o pismih, o prerokih in pa o postavi. Se pravi, to je, Jezus uporablja te knjige, se pravi, te so njemu najbolj blizu, on izhaja iz te tradicije, ta tradicija mu daje jezik, sploh pojmovni nabor tega, da on opisuje, kdo naj bi Bog bil, ampak seveda na svoj dopolnjen način. Morda ste razmišljali o tem, morda še niste razmišljali o tem, ampak ker gre za tako dolgo časovno obdobje, 1200 let, si znamo predstavljati, da je tudi podoba, kdo naj bi Bog bil, imela neko svojo evolucijo.
ki je šla skozi zgodovino Izraela in pa seveda sploh tiste civilizacije Bližnjega vzhoda, ki se je prečiščevala z izkušnjo. Poglejmo mogoče začetke. Se pravi, zgodbe Svetega pisma, nekateri drobci Svetega pisma so najstarejši in gotovo izhajajo najprej iz ustne tradicije, se pravi ustnega izročila. Veste, kaj je značilno za ustno izročilo? Se pravi, zgodbe, ki sem jaz slišal, pa jih zdaj pripovedujem svojim otrokom, so zgodbe, ki se nekoliko spremenijo. Zakaj se spremenijo? Zato, da postanejo razumljive mlajšemu rodu. V današnjem času je toliko ogromno sprememb, da nekatere prispodobe izpred 5 let med mlajšo generacijo več ne funkcionirajo. Ja? V tem času so te prispodobe še bile bolj stabilne in obstojne in zato so tudi imele daljnoročnejši učinek. Zgodba o Bogu, ki je rešil Izraela iz Egipta, je zgodba, ki je zelo govorila Judom v času babilonskega suženjstva. Se pravi, ta izkušnja tega izročila davnega, ki se je v času babilonskega izgnanstva nekako oblikovalo ali pa po njem oblikovalo v postavo, v 5 Mojzesovih knjig, ki pripovedujejo o tem, je to ustno izročilo ali pa več ustnih različnih izročil postalo zdaj en tekst. In kdorkoli bere Staro zavezo, bo našel težave pri tem. Že na samem začetku prve Mojzesove knjige Geneze vidimo 2 začetka sveta ali pa vse človeštva. Prvo poglavje, kjer Bog ustvarja, kot si poznamo tiste v 7 dneh. Bog reče in nastane. In ime za Boga je zelo zanimivo tam. Elohim. V slovenščino ponavadi prevajamo to Bog ali pa Gospod. Elohim ima eno težavo. Namreč to je množinski samostalnik. Se pravi, El je Bog, Elohim so bogovi. In zdaj, kdor zna majčkeno hebrejsko, se bo popraskal po glavi in bo rekel, pa kaj se zdaj dogaja, kako zdaj bogovi so ustvarili svet. In rekel, je ena tukaj stvar, ki moramo vedeti, da je poleg tega, da se Elohim uporablja množinsko, se uporablja tudi konsistentno edninsko. Tako da imamo isti izraz za Boga in bogove. Mogoče analogija z angleško besedo sheep pa sheep, se pravi ena ovca, več ovac. To se pravi, to so te množinski samostalniki, ki funkcionirajo tudi edinsko. V nekem smislu imamo tukaj ta primer, ki pa seveda nam daje misliti, kako to, da je tukaj več bogov, vendarle. In kaj so te bogovi? Tukaj nam pa pride na pomoč naše branje, ki se je zelo razvilo v zadnjih, recimo temu 200 let, še bolj po zadnjih 20-30 let, 30-20 letih. Namreč, pred približno 200 leti se je začela moderna znanost, med drugim tudi historiografija, se pravi zgodovinopisje. In cilj zgodovinopisja je bil objektivno podatke in preko njih, preko znanstvene zgodovinske metode priti do objektivnih ugotovitev. Zgodovinopisje je od tistega časa, ko so verjeli, da je to možno, napredovalo do te stopnje, da razumemo, da nekaterih stvari enostavno ne moremo imeti in razumeti kot zgodovinopisje.
Če želimo Svetemu pismu reči, to je zgodovina in uporablja zgodovinsko metodo, to pač ni res. To je zgodovina, ki je na podlagi človekove imaginacije, interpretira in pa seveda religiozne izkušnje, interpretira, kaj naj bi se v zgodovini dogajalo. Pa ne točno, natančno, ampak kaj naj bi se dogajalo v tem smislu, kako lahko razumemo sebe, Boga in ta svet. Ste razumeli? Se pravi, ne gre za v Svetem pismu ne gre za nobeno zgodovino, za nobeno kozmologijo, ne govori ne o velikem poku, ne o teh podobnih zadevah, ampak mi najdemo te sorodnosti in podobnosti. Seveda, to so nekatere dobre stvari, nekatere stvari pa so enostavno motnje. In če začnemo iskati zgodovino in kozmologijo tukaj na način, kot jo poznamo danes, smo zgrešili vse tisto, kar sama besedila podajajo. Torej, kdaj so nastajala recimo geneza 5 Mojzesovih knjig? Danes je nekje konsenz med strokovnjaki, da so te knjige nastajale v času babilonskega izgnanstva ali pa po babilonskem izgnanstvu. Šlo je za redakcijo. Obstajala so besedila, ki so bila raztresena med Judi, tudi severni Izrael, med Izraelci. Vemo, da sta bila to dve plemeni, dve plemenski zvezi, sicer Judije in pa Izraelci, ki so na neki točki se ločili. In ko je prišla kriza, ko so izgubili tempelj, ko so izgubili nekako svoje prepričanje, da Bog jih bo ščitil na vsak način, so prišli v krizo in brez templja, ki jim je bil najbolj sveta stvar, so morali ugotoviti, kaj je tisto, kar je pa dejansko ohranja svetost. In tisto, kar dejansko ohranja svetost, je odnos med Bogom in med Božjim ljudstvom skozi čas. Ne? To je to. V času krize takrat ljudje najbolj pripovedujemo zgodbe. Si predstavljate, da ste v neki stiski in da ste izkoreninjeni iz okolja, v katerem sicer ste uspevali prej, in zdaj ste se znašli popolnoma novem okolju. Tisto, kar potrebujete za preživetje, je zgodbe, ki jih boste povedali, ki vam bodo dajale smisel, ki vam bodo dajale inspiracijo in upanje in vero v prihodnost. To so te zgodbe. In zgodbe, ki so jih že imeli, so zbrali in so jih organizirali v 5 Mojzesovih knjig. Postava je to. Poznamo 5 Mojzesovih knjig, se pravi Geneza, Exodus, Levitikus, Numeri in pa Deuteronomium. Po vsej verjetnosti je Peteroknjižje napisal Ezdra, ne Mojzes. Danes noben ne bo rekel, da je Mojzes napisal 5 Mojzesovih knjig, ker med drugim tudi umre na koncu in zelo težko bi opisal svojo smrt. Ampak ker so te knjige nekako pripisovali, Sveto pismo reče Mojzesove knjige, so rekli, Mojzes jih je moral napisati. Danes vemo, da jih Mojzes ni napisal, ampak seveda Mojzes je glavni protagonist teh predvsem 4 knjig, ki sledijo Genezi. Zakaj so izbrali te različne tekste, različne tradicije? To se pravi, prvo je ta stvarjenje sveta strani Elohim, se pravi Boga, ali pa tudi lahko berete tudi božanstev, ki imajo enega glavnega Boga. V Stari zavezi imamo idejo o Bogu namreč kot Bogu nad bogovi. To se imenuje henoteizem, se pravi, je en glavni Bog, ki pa svojo božanskost razdeli med druge, se pravi, to nekako razdeli dolžnosti. Ja? In seveda to obstaja v Stari zavezi. Hkrati s tem, da obstaja zanikanje, da obstajajo drugi bogovi. Ampak da je Bog en sam in to je Jahve. Ne? Prvo poročilo smo rekli Elohim, drugo poročilo govori o Jahveju. Elohim ustvarja z besedo, stvarstvo postane hkrati stvarstvo samo in hkrati dejavnik
stvarstva. Se pravi, ko ustvari zvezde in luno in sonce, Bogu ni več treba sijati, zato ker je postavil namestnike. Ko ustvari živali, rastline in tako naprej, se življenje lahko nadaljuje naprej, ker jih je po 2 in 2 in se lahko razmnožuje. Potem ustvari človeka ustvari po svoji podobi. To je zelo močna stvar kot moškega in žensko. V tem poročilu ni Eva išla iz rebra, ampak je sta moški in ženska hkrati ustvarjena. Torej, to je ta Elohim, ki je nekoliko, bi rekel, oddaljen Bog, majčkeno bolj podoben mogoče kakšnemu božanstvu, ki ni čisto blizu, ampak ki je izredno blizu na drug način, ker vse, kar dela, kar ustvarja, je del njega. Potem pa imamo drugo poročilo, ki pa govori o Jahveju. Jahve, vemo, da je Bog, ki se razodene Mojzesu. In Mojzesu reče, ko vidi goreči grm, Mojzes reče, kdo si? Reče, potem pove, jaz sem, ki sem. Zelo zanimivo ime za Boga, jaz sem, ki sem. Kaj več ne boš zvedel o meni. Boš že videl, kdo sem. Se bo izkazalo, kdo da sem. V tem smislu. Jahve je drugače opisan. On vzame zemljo, glino, oblikuje človeka, mu vdihne v nosnice dih in človek postane živa duša, se pravi, oživi. To je zelo drugače od tistega, kar smo brali prej v prvem delu. In kako to, da sta te dve podobi oziroma ta dva koncepta Boga sploh skupaj? Po neki logiki bi morali se skoraj sramovati, da so tako različne podobi Boga tako skupaj, za katero naj se zdaj odločim. To mogoče je naša dilema. Ni pa bila dilema tistih, ki so stvari dajali skupaj. Namreč glede Boga je v judovstvu, kot tudi v krščanstvu, nekaj zelo pomembno. In sicer, da Boga ne moramo nikoli dojeti. Se predstavljate, da Boga lahko dojamemo? Kakšen Bog bi to bil? A bi to bil še Bog? Najbrž ne. Ne more biti Bog nekaj ali nekdo, kar lahko dojamem. Je absolutno presežno. Se pravi, da vsak opis Boga, takšnega ali drugačnega, je samo oris Boga skozi človeško izkušnjo in je iz tega naslova približek k temu, kako se Bog razodeva človeštvu. Se pravi, smiselno je, če hočemo ohraniti to, da je Bog presežen, dati dve kontradiktorni zgodbi skupaj, zato da me zbedeta. In rečeš, kateri zdaj je Bog? Ne ta, ne ta. In to je pravi odgovor. Ne to, ampak več kot vse to. Se pravi, vsaka posplošitev tega, kdo naj bi Bog bil, pomeni za Jude, pa tudi za kristjane, pomeni malikovanje. Se pravi, malikovanje ni samo, da ti narediš enega takega Boga iz en kipec in se mu klanjaš, to ni nujno še malikovanje. V hujšem smislu je malikovanje, kako nekdo reče, jaz vem, kdo je Bog, jaz obvladam Boga. To je malikovanje. Se pravi, stara zaveza, hočeš nočeš, je neke vrste zmeda. In Bog je opisan v stari zavezi na mnogo načinov, zato da se človek poglablja vanj, tisti, ki študira Sveto pismo, da se poglablja in se sprašuje, pa kdo je potem to? Kdo je to Bog? In to je bistveno vprašanje, zato da se vzpostavi odnos. Tako kot je v človeških odnosih, je nekaj podobnega. Kdo je to? Pa kdo je ta človek? Kdo je ta ženska? To je dobro vprašanje. Ker če rečem, ta je tak, ona je taka, to pomeni, da ni odnosa, ampak je moj koncept o človeku tisti, ki prevlada in ga izključim.
Se pravi, ta zmeda znotraj, ki pravzaprav je dobra zmeda znotraj stare zaveze, je zdrava, odpira možnosti interpretacije tega, kdo Bog je. No, poglejmo še nekaj par stvari, kako se z staro zavezo ukvarjajo Judje. To se pravi, to so te knjige, ki so seveda imajo veljavo nekako takole, največjo težo ima Geneza, se pravi, da ima postava, Tanak. To so knjige, ki so res prvovrstne in vsi rabini in tako naprej se ukvarjajo predvsem s tem interpretacijo teh knjig, najbolj. Potem druga, nekako po ranku so se pravi, preroki. Preroki poznamo, kateri so. Imamo stare preroke, to so recimo Jozue, sodniki in tako naprej. Potem imamo velike preroke, Ezekiel, Izaija, Jeremija. Imamo knjigo 12 manjših prerokov, ki so pravzaprav en svitek. To so preroki. Če se spomnite, Jezus razpravlja z farizeji in o čem se pogovarjajo? Pogovarjajo se večinoma o tem, kako oni razumejo postavo, kako razumejo te Mojzesove knjige v tem smislu. In kako razumejo preroke. Potem pa so seveda še pisma, se pravi drugi spisi, ki so zelo, zelo zanimivi z teološkega vidika. To so pa psalmi, pa je Job, to so poetične knjige, je visoka pesem. Tukaj je ogromno stvari, poligon za ugotavljanje, kdo naj bi Bog bil in kakšen odnos ima do svojega izvoljenega ljudstva. Zato je to stalni vir navdiha. Stalni vir navdiha ne samo za Jude v času Jezusa, seveda za Jezusa samega, ampak tudi za Jude potem, ko je bil že drugi tempelj porušen, leta 70, so Judje, večinoma so bili Judje na začetku, kristijani so bili na začetku večinoma Judje, se to veste. Potem kasneje so se pridružili še drugi narodi in tako naprej, ljudstva. Ampak večina Judov ni vedela niti za Kristusa. To so bile majhne skupince, ki so sledile Jezusovemu nauku. Glavnem pa so Judi razvili interpretacijo, predvsem interpretacijo postave, ki se imenuje Talmud. To je izbor besedil iz Talmuda, ki je nekako konstitutivni zbirka knjig, ki se ukvarja z interpretacijo stare zaveze. Mimo krščanstva, zato ker, se pravim, judovstvo kot tako je bilo večje, bolj pomembno kot krščanstvo. In seveda, to je tudi osnova to je zelo kratek izbor, sicer če bi ves Talmud je nek toliko dolg, in še vedno raste. Ker interpretacija in poglabljanje tega, kdo naj bi Bog in kakšen naj bi Bog bil, se nikoli ne neha. Zakaj? Ker se tudi človeška izkušnja nikoli ne neha spreminjati. In zato rabimo odgovor, kdo bi ta Bog bil. Kristjani imamo nekoliko drugačen pristop, jasno, in sicer interpretira krščanstvo tako preroke kot pisma, kot tudi postavo skozi prizmo razlage, kdo je Jezus. Kristjani smo vzeli to, kako napoveduje stara zaveza. Mi rečemo stara zaveza, Judi ne rečejo stara zaveza. Mi pa rečemo. Stara zaveza napoveduje Kristusa, kako ga opisuje, kako pripravlja teren za to, da Kristus pride. Gre za kristjane, gre za eno tako zgodbo, za eno narativo, ki teče od Geneze potem do evangelijev. Zato je krščanstvo interpretacija stare zaveze skozi oči
krščanske izkušnje ali pa recimo izkušnje Kristusa, njegovega nauka, njegovega oznanjanja, njegovega delovanja. In tako se Judje in tako se kristjani ukvarjamo s Staro zavezo. Poglejmo, kaj imam še tukaj zapisano kot nekaj, kar bi bilo potrebno opisati. Poglejmo mogoče še nekatere druge knjige. Nekoliko smo pogledali, smo pokukali smo na začetek Geneze. Imamo še 1000 in nekaj strani za obdelati, kar je nemogoče v kratkem času. Ampak vendarle lahko pogledamo, kako zgodba Izraela, naroda ali pa Judov, izvoljenega ljudstva, kako vpliva na nastanek tudi in razvoj teologije. Tega, kako doumemo, kdo naj bi Bog bil. Vsi vemo, da je Stara zaveza knjiga o odnosu med Bogom in izbranim ljudstvom. To je to. To je to. In govori predvsem o začetku tega, o predzgodovini, ki ni zgodovina, ne smemo to vzeti kot zgodovina, ampak kot recimo temu saga ali pa mit ali pa o tem, kako nastane svet in tako naprej. Vemo, da so biblični miti neke vrste predelani miti iz drugih mezopotamskih zgodb, ki so zelo podobne. Recimo, imamo potop, imamo stvarjenje sveta na mal podoben način. Te zgodbe so bile v toku, so bile del tistega okolja. Judje pa, ki so postali monoteisti, so te iste zgodbe obrnili na ta način, da je Bog stvarnik en sam. In da niso vsi ti bogovi, ki je vsak odgovoren za nek svoj resor ali kaj podobnega. Ja? Poglejmo potem naprej. Kot sem rekel, nastane Sveto pismo v precejšnji meri v času krize, v babilonskem izgnanstvu. Zato recimo je zgodba o odrešenju iz suženjstva, Exodus, marsikdo mogoče dela Exodus tudi tukaj, je zgodba, ki nagovori ljudi, ki se nahajajo v taki situaciji. Recimo, v sodobnem času Exodus tudi govori o, mogoče osvoboditvi od odvisnosti, v neki naši družbi, ali pa, ljudi, ki so razseljeni, ki nimajo neke veljave in tako naprej. Exodus zelo spregovori. Jaz sam se spominjam, da smo brali Exodus, ko sem bil v Afriki, in je ta izkušnja puščave, obrobnosti in pa velikega upanja, da se bo nekaj zgodilo, imela zelo velik vpliv. Veliko večji vpliv mogoče kot na nas. Zato ta zgodba nastane kot opis tega, kakšen je Bog. Če si izgubljen, če si zlorabljen, če si ne vem, kaj dogaja, Bog ima s tabo pardon, malo sem se zmodil. Bog ima usmiljanje do tebe. On te ne bo pustil tam nekje. Ko bi rekel, Bog se bo zavzel zate. Za koga se Bog zavzema? To je starozavezni Bog za uboge. To se potrjuje potem tudi v mnogih drugih knjigah, v recimo prerokih predvsem. Ko preroki grajajo kralje in bogataše in pomembne ljudi in grajajo tudi njihovo bogoslužje. Bog reče, gabi se mi to, kar dajete na oltarje, in to naprej, jaz tega nočem, mi to smrdi. Aha, to je zanimivo, da Bog kaj tazga reče, ker mi imamo vendarle tudi idejo, da Bog ima rad te daritve in da mu to diši in se potem pomiri in potem je vse v redu. Ne, v Stari zvezi je tudi to, ampak še bolje pa je druga stvar, to se pravi, to, kar vi delate tam, to se mi gabi.
To ni nič. Jaz hočem, da se vi spreobrnete in da živite, ne da mažete neke zadeve z nekimi religioznimi zadevami, ne? In živite življenje, ki je krivično do drugih, posebej do ubogih, do revežev, do sirot, do vdov. To je Bog, ki je pravičen, ne? Ta podoba v Stari zavezi je zelo močna, pravičnost. In včasih potem zaradi pravičnosti Bog postane tudi, po eni strani se tega veselimo, po drugi strani pa se ga začneš bati. Če bo Bog pravičen, ne, potem sem jaz pokončan. In tukaj nastane ta pojem strah Božji. Strah Božji, ki človeka postavlja v pravi odnos do Boga in pravi odnos do bližnjega. Če se Boga bojim, ne bom delal neumnosti, ne bom zlorabljal ljudi, ampak to mi pomaga. Ta strah je začetek modrosti. Modrost pa je način, kako živim z bližnjimi. Ne? To je modrost. Ni modrost toliko v spoznanju nekih presežnih vrednot in ne vem kaj, tisto je vse fajn, ampak če gledamo svetopisemsko, pa tudi če gledamo krščansko, če gledamo skozi evangelije, ne gre za eterične fantazije, ampak gre za konkretno življenje, sobivanje drug z drugim. To se pravi, to je pravičnost. Po drugi strani seveda Bog je tudi usmiljen. Usmiljen pa je seveda vidi, kaj se vse zgodilo ljudem, ki so zašli, ki so šli na stran pota, ampak potem ne bom se jezil na vekomaj, ne? Ampak bom pokazal svoje usmiljenje. Mogoče je na takih najbolj nenavadnih podob Boga je iz enega izmed manjših prerokov, ko Bog se poroči z Izraelom, ki je ženska, in se ta, bi rekel, kaj beseda, postane nezvesta in ima veliko ljubimcev in tako naprej, in potem jo pretepejo in tako krvava tam leži in vse sorte. Take zelo, Stara zaveza je tako majhen rated R, ja, tako, na mnogih koncih. Ampak Bog jo vzame k sebi, jo umije, jo obleče, ji da uhanček v nos in jo naredi za lepo spet in tako naprej. To je ena taka podoba pa Božjega usmiljenja. Vidite, tukaj so te napetosti, ker Boga ne moramo dojeti, Bog je samo tak, ali pa Bog je samo tak. Ampak skozi našo izkušnjo, ki je tako raznovrstna, je potem Bog dobiva razne podobe, ki pa niso Bog sam. To je zelo, zelo pomembno. To ni Bog sam. Podoba, ki jo imam jaz v Bogu, bodi si, da je takšen ali drugačen, ni Bog, ampak je naše dojetje Boga. No, torej, še druge knjige so, ki so zelo zanimive, namreč modrostne knjige. Mogoče ste brali Pregovore, ste brali Joba ali pa Pridigarja, ne? To so dokaj zahtevne knjige za brati. Mogoče najbolj enostavna knjiga za brati je od teh so Pregovori. Imate tudi na Pismouku, če boste zdaj poslušali podcast, imate 8 poglavij pregovorov nekako razloženih, ali kako bi rekel, en vodič skozi tistih 8 poglavij, ki vam bodo pomagali, kako brati Staro zavezo in kako razumeti, kaj modrost pomeni. V knjigi Pregovorov je modrost zelo zanimiva. Predvsem je knjiga očitno namenjena mlajšim moškim, ki morajo v svojem življenju narediti odločitve, da se odpravijo na eno pot in da na tisti poti vztrajajo. Bog daj, da je tista pot bila pot modrosti, ne pot neumnosti.
Poznate psalm, ne, blagor možu, ki ne poseda na poti klopi porogljivcev, ampak premišlja postavo, ta je podoben kot drevesu, ki je zasajen ob potokih voda in zmeri mu vse rata in tako naprej. Ne, tako v tem smislu, to je dve poti, to je ena od teh teologij. Če človek izbere pravo pot, bo vse v redu, bo vse prav. Majhen se nam že to malo, se mi zdi, lahko postavi vprašaj, a je to res ali to ni res. Ne? Ampak dejansko pa je, ne, v glavnem, v celem velja, da če človek ne dela neumnih odločitev, da pač bo nekaj iz njega nastalo. Ne. In potem slikoviti pregovori govorijo o tem, kako se to zgodi. Kasneje, Jobova knjiga, ki je zelo zanimiva, namreč sploh ne govori o Izraelcih, ampak govori v neki deželi, za katero nihče ne ve, kje je. Ta dežela se imenuje Uz in tam živijo neki namišljeni ljudje. Se pravi, razumete zdaj že eno drugo stvar, ki jo zraven pripovedujem. Imamo različne zvrsti, literarne zvrsti v Stari zavezi. Se pravi, če berem poezijo, je to nekaj. Če berem recimo nekak zgodovino opisje, je to spet malo drugače. Če berem zakonodajo, je to spet drugače. Ampak recimo Jobova knjiga je poetična knjiga o tragediji človeka, ki je verjel, da če bo vse prav delal, da bo z njim vse v redu. In takšno je bilo prepričanje tako rekoč vseh njegovih prijateljev. Veste, da se zgodi tisto, da se zgodi stava tam v nebesih, ne, med prvič se pojavi šele takrat Satan, ki mimogrede ni osebno ime, ampak je obtoževalec, ki reče, Job je zato tako zvest, zato ker si ti dober do njega. Če pa ti ne bi bil dober, potem bi ti pa on obrnil hrbet. In bi po svoje delo. No in potem vemo, Joba zadane vse te nesreče in nezgode in postavi se eno veliko vprašanje. To ni samo vprašanje trpljenja, zakaj, ampak je vprašanje sploh Bog in trpljenje in človekovo prizadevanje za dobro. Vendar so ljudje, ki se za dobro prizadevajo, pa trpijo. Kako je to mogoče? Kdo je potem Bog? Ne, to je vprašanje te knjige. Zelo težko vprašanje. Pa tukaj dobimo, tako bi rekel, en odgovor nekoliko na pol, se mi zdi na koncu. Joba pridejo tolažiti njegovi prijatelji in mu vsi govorijo ves čas. Nekaj si moral narobe narediti. Če ne bi narobe naredil, bi bilo vse v redu. Ampak tako si ga pa nekaj posviral. Žena ga je zapustila, rekla, umri pa prekovni Boga in tako naprej. To so res knjige, ki nam zmešajo naše koncepte tega, kdo in kaj Bog je in kaj je dobro in kaj ni. In to je dobro. Zato, ker vprašanja, življenjski odgovori na življenjska vprašanja nikoli niso zmeri povsem enostavna. Ni priročnika, v katerem bi rekel, to je to. Ampak pot modrosti je pot iskanja odgovora. Ne? Dobro, Jobu se na koncu sam Bog prikaže in mu reče, Job, kdo si ti, kje si bil, ko sem jaz ustvaril zemljo, morje in kako se moraš sploh z mano primerjati, kako moraš o meni sodbe dajati, ne? Jaz sem vendarle Bog, ti si Job, ne? In tako naprej. Ampak razumem tebe, Job, razumem te, nisem nič naredil slabega in tudi ni prav, da trpiš in potem mu nekako povrne vse, 3-krat in vse, je vse super. Ja? Potem pa imamo še en drug vidik tega, kdo Bog je in kaj je sploh to življenje. To pa je, o tem pa govori knjiga Pridigar, Ekleziastis, oziroma nekdo, ki skliče ljudi in jim pove, kaj je ugotovil v življenju. Ta knjiga je zanimiva z tega vidika, ker mogoče ne govori toliko direktno o Bogu, ampak govori veliko bolj o človekovi izkušnji
Namreč to je bil kralj Salomon tukaj. Njemu je pripisana, seveda. Salomon je bil prototip modreca, ne? Zato tudi seveda daš modreca za pridigarja. Kaj ugotovi? Vse to, kar sem se trudil, vse te stvari, pa ne vse znanje, pa vse, ki sem si pridobil, pa zaklade, pa ljudje so me imeli radi, pa so me občudovali in tako naprej. Ampak na koncu, kaj je na koncu pravzaprav tisto, kar nekaj šteje? Neka resignacija je tukaj, ki pa se obrne v zelo, zelo pozitivno stvar. In reče, veš kaj, jej, pi in se veseli. To ti je odmerjeno na tem svetu. Ja? Pa še to je puhlost, še to je načimrost, ampak to je to. Okay? Živeti je treba življenje, ne fantazirati življenje, v tem smislu. Pa seveda bati se moraš Boga. To je nekak recept. Prej bil nekoliko bolj mračen, kasneje pa postane nekoliko bolj optimističen, reče, vendarle življenje je fajn. Jejmo, pimo, se veselimo in hkrati se bojimo Boga, se pravi, živimo s sabo v dobrem razmerju. Torej, kdo je Bog? Tukaj imamo tako različne podobe ali pa izzive, kdo je Bog. Seveda imamo tudi druge težke podobe Boga v Stari zavezi. Gotovo so težke zgodba o potopu. To je, kot otroci smo malo gledali tiste, ja, in potem so šle živalce, pa so dva, pa ladica, pa Mavrica, pa to. Ampak v resnici gre za uničenje sveta. Gre za totalno izničenje, vrnitev k kaosu. Vse je živo, se pobije, vse utopi. To je grozna zgodba v resnici, ne? Ki pa ima seveda svoj zasuk. Pravi, kdo je Bog? Tam Bog reče, ko je pogledal, kaj se na zemlji vse dogaja, reče, mi je žal, da sem naredil ljudi. Mi je žal. In potem se odloči za potop. Ta zgodba ni avtentično biblična, se nahaja praktično skoraj povsod po človeštvu. To so arhetipske zgodbe, ki imajo s tem religioznim nabojem. Ampak obstaja tudi v Svetem pismu in v Stari zavezi, zato se nam postavlja vprašanje, kaj je zdaj to. Ampak hkrati, ko Bog je vladar nad uničenjem, ne, je hkrati tudi nekdo, ki življenje ohranja. In tam pa pride ta arka oziroma Noetova barka in njegovo insistiranje, da življenje nikoli se ne sme uničiti, ne? Ampak se ga mora ohraniti. In človeka je postavil za to, da postane tisti, ki življenje ohrani na zemlji, zanj skrbi, se bori. Tukaj se vidi pravzaprav ne samo to, kdo Bog je, ampak kako Bog vidi človeka na tem svetu. Naj bi obdeloval zemljo, naj bi skrbel za njo. In zdaj tukaj v maksimalnem smislu je Noe tisti, ki na nek način na novo posadi življenje na zemlji. Se pravi, ta odnos med Bogom in človekom, posebej tistim, ki mu je poslušen, je tisti, ki je zmožen odvrniti kaos in življenje ohraniti. Se vidite, tukaj to ni teologija v smislu, se pravi, Bog je tak in tak, je dober in ne vem kaj, vse viden in tako naprej. To ni poanta te teologije. Ampak poanta vse te teologije je, kdo je Bog v odnosu do nas in kdo smo v odnosu do njega mi. Teologija je tudi seveda še en vidik teologije, je ta, da je Bog, predvsem Bog iz svojega izbranega ljudstva. Druga ljudstva imajo druge bogove, ne? Pa jih častijo in tako naprej. Ampak Bog se je izkazal kot ta pravega Boga, ne? Premagal je tiste egiptovske bogove, takrat s faraonom, če se spomnite, in tako naprej. To se pravi, to je Bog nad bogovi, Bog nad vojskami in vse te stvari.
Se pravi, se splača z njim biti bolj kot s kakšnim drugim. Ne? Veste, da so včasih imeli, kadar so bile bitke med raznimi temi kraljestvi in tako naprej, mesti, kaj so naredili? Šli so, porušili tempelj in ukradli bogove. In potem so jih nesli k sebi. Zato, da bi tisti bogovi njim služili. Ne, imamo tudi te zgodbe. Tudi skrinjo zaveze, recimo, so Filistejci ukradli, če se spomnite. Ne? To je nekaj tega. Se pravi, potem pa težave, ne, ki dobijo kugo, pa miši, pa ne vem, kaj se jim zgodi. Se pravi, ni se z Bogom Izraelcev se ni zaigrati. To je to, ne, to je poanta. In to res, ne, in včasih je to pride v zelo kruti obliki, mogoče v Samuelovi knjigi, ne, kjer Bog naroči Savlu eksterminacijo, popoln genocid. Z otroki in živalmi vred in vsem. Strašna reč. Kdo je ta Bog? A to res Bog želi? A to je res? A je to možno? Ne? Vemo, da ta zgodba iz Saulove knjige, Samuelove knjige, ki jo zelo priporočam za brati, ker je nekakšna saga o kraljestvu, če ste The Game of Thrones, imate tudi v Svetem pismu nekaj podobnega. Ne? In tukaj so ta vprašanja, recimo tudi eno težko vprašanje, gotovo iz Stare zaveze je, zakaj Bog naroči Abrahamu, naj žrtvuje Izaka. To je nenavadna zgodba. Prej je obljubil, da bo otroka in da bo Abraham bo oče narodov in tako naprej, zdaj pa tukaj zahteva, da ga žrtvuje. To so take težke stvari iz Stare zaveze, ne? Ki jih pa moramo gledati, vedno gledati, seveda ga ni žrtvoval, ne? Se pravi, zgodba ima dober konec. Bog priskrbi ovna in stvar je ad acta. Mi tega ne delamo, tega Bog nikoli ni želel in zares in ne bo želel, pa vendarle v Stari zavezi imamo pa žrtvovan tam, to se pravi v sodnikih. Pustimo zdaj to. Te zgodbe so težke, ampak hkrati so pa tudi zmeri v napetosti z zgodbami, kjer pa Bog se drugače ne skaže, kjer pa je njegova usmiljenje veliko večje in tako naprej. Kako se vam zdi ta Bog v Stari zavezi? Mogoče se splača zdaj za zaključek, mislim, da je že kar ura, da lahko, ne? Ja? Da pogledamo, kako pa Jezus oznanja Boga. Bog je na nek način vse to, kar v Stari zavezi iščemo, skušamo razumeti. Hkrati pa je še več kot to. In mogoče po njem, po Kristusu, postane nam bližnji. Eden izmed nas. Se pravi, krščanski pogled ali pa Kristusov pogled, ki ga nam preda, je, Bog je oseben in se zanima za posameznika. Ne samo za bitke in narode in tako naprej, in mesta in tako naprej, ampak za vsakega gobovca in za vsako vdovo. Ampak o tem, mogoče bi potem v krščanstvu lahko več časa namenili ob kakšni drugi priliki. Jezus sicer Boga razodene kot očeta, kot lastnega očeta in pa seveda tudi na nek način kot očeta, ki je oče vsega človeštva, vseh tistih, ki so vstopili skozi Jezusa. In seveda podoba Boga v krščanstvu je potem dobi zelo, zelo drugačno, bi rekel, značilnosti. Mi črpamo iz tega, ko gledamo Jezusa, ko poslušamo Jezusa, hkrati se učimo o tem, kdo Bog je. Ampak Jezus se ne izogne Stari zavezi. Brez Stare zaveze ni šans, da razumemo, kaj Jezus sploh govori. Torej, ta napetost bo vedno obstajala, ampak za nas je na nek način prvenstvena podoba Boga ta, o kateri govori Jezus.
Hvala za vaše pozornost. Upam, da imate zdaj kaj vprašanj in da upam, da mi bo uspelo kaj odgovoriti na njih. Zdaj pa mislim, da mogoče za kakšno minutko bomo malo drugače postavili studio, pa vsi, ki ste zdaj na zaslonu, malo potrpljenja. Torej, hvala lepa gospodu Rističu za to predano vsebino, za to predavanje. Zdaj bi pa šli kar na vprašanja. Nekaj jih je bilo, tako da bi mogoče kar začeli s tem, s čimer ste vi pravzaprav zaključili. Spravi, na koncu ste omenili Jezusa oziroma podobo Boga v Novi zavezi, ki je vsaj na prvi pogled precej kontrastna v primerjavi s tem, kar beremo v Stari zavezi. Kako naj torej kristjan, nek povsem povprečen kristjan, te dve podobi v sebi, v svojem verskem življenju usklajuje? Jaz mislim, da je eden od načinov, kako to usklajevati, je, moramo študirati Sveto pismo. Sveto pismo ni knjiga, ki jo odprem, malo preberem in potem razumem. Sveto pismo je knjiga, ki zahteva precej pozornosti, precej študija, precej razumevanja. Tudi v današnjem času vendarle nismo, bi rekel, naivni v tem smislu, da bi nekako dojemali stvari tako, kot so jih pred recimo 1000 leti ali pa pred 200 leti ali pa celo pred 50 leti. Se pravi, da potreben je študij, potreben je pogovor, potrebna je tudi molitev v smislu tudi k Svetemu duhu, evo, ker smo že kristjani, je Sveti duh tisti, ki nas vodi k pravemu in boljšemu spoznanju Boga. Zato je tudi, to je pač rekel tudi Jezus obljubil, da je to nekak pot, ampak ne gre mimo študija. Se pravi, ni dovolj, da odpremo tiste nekak krščanski fortune cookie, pa pogledamo, aha, ok. Ne, to ni. Velikrat, nažalost, moram povedati, da poznamo Staro zavezo dosti slabše kot Novo. In imamo tudi zaradi tega do nje manj kritičen odnos. Zato je pač to treba razviti. Tako. Kako bi pa lahko boljš pristopili do te kritičnosti, kako bi lahko ta občutek razvili? Se pravi, tukaj treba študirati. Tukaj so možnosti in priložnosti za to. Treba je graditi priložnosti za biblični študij. To je to. Tudi recimo sploh za vero nasploh, da ta vera ni nekje naivna. Neka naivnost seveda pri veri je itak je, ker vera ni vedenje, ampak je zaupanje v nekaj. In določene mere človek mora to naivnost tudi gojiti. Po drugi strani pa ta naivnost ne sme biti trapasto naivna, ampak informirano naivna. Se pravi, mora biti opremljena z predvsej predznanja. Tako da študij, če gledamo recimo kristjane, kako so oni študirali Staro zavezo. Prvi kristjani niso imeli še Nove zaveze napisane. Še nekaj časa ne. In kaj so delali? Študirali so Staro zavezo. In so skušali razumeti to, kar se je njim dogajalo skozi prizmo Stare zaveze. Tako kot je Kristus svojo izkušnjo interpretiral skozi izkušnjo Stare zaveze, med drugim, zato ker so to ljudje razumeli. Po drugi plati pa seveda tudi interpretiral svojo versko ali pa religiozno izkušnjo na podlagi tega, kar je sam doživljal v osebnem odnosu z očetom. V svojem predavanju ste omenili tudi precejšnjo žanrsko raznolikost v Stari zavezi. Bi lahko mogoče pojasnili, kakšne interpretacije izhajajo iz besedil v odvisnosti od njihove žanrske opredelitve? No, ena od, recimo, kot sem prej na hitro omenil nekaj žanrov, med drugim je nekakšno zgodovinopisje, spet opozarjam, to ni zgodovinopisje v sodobnem smislu, je nekak zgodovina, sveta zgodovina, ki poudarja predvsem nekak v obliki sage. To se pravi zgodba o Abrahamu in o očakih je saga.
To je sicer nordijski izraz, ne, ampak lahko ga razumemo. Kako smo mi sploh nastali? In potem imamo zgodbo o tej družini, ki potuje, ki roma in ima vse sorte težave in tako naprej, ampak vendarle se vzpostavi. Ne. To ni zgodovina v smislu, tam so ostali 5 dni in potem so jedli takrat to, v tistih časih in potem so... Ne, to ni to zgodovinopisje. To se pravi, že to je ena od oblik. Potem imamo seveda mit o stvarjenju sveta. Tukaj imamo 2, ne celo 3, ne, mogoče še Psalm 104. Pa tudi nekaj tega je v Jobu. Seveda mit, kaj je mit? Upam, da ne vzamete to kot nekaj slabega. Mit je nekaj, kar ni res. Ne, mit je nekaj, kar je zelo res na nekem drugem nivoju. Se pravi, kako je nastal svet, ni res v smislu znanosti, ampak je res v smislu človekove izkušnje. In človekova izkušnja, recimo o stvarjenju sveta, da je to nekaj postopnega, da se stvari nastajajo postopno, da Bog da svoje poslanstvo ali pa vlogo temu, kar je ustvaril in tako naprej. To je mit, ki vsebuje resnico, ki ni čisto takoj očitna in jasna, zakaj in kako. Potem seveda imamo poezijo. Poezija je v hebrejščini nekoliko malo drugače, ker zelo težko je metriko, kot jo mi razumemo metriko, ne, se pravi, je bolj besedilna, je bolj prozaična, kot pa lirična. Se pravi, tudi psalmi kot taki, kot so zapisani, temeljijo na nekaterih drugih poetičnih osnovah, kot kaj sem paralelizmi ali pa kaj podobnega. Seveda poezijo beremo zelo drugače, kot beremo nek drug tekst, ki poezija to ni. Se pravi, že takoj, ko vidimo, da gre za neke vrste vers ali neke vrste, nas to bi rekel, notranje naravna na drugačen način branja. Aha, mogoče modrosten ali pa izkustven. Ko berem, kaj se vem, blagor človeku, ki ne poseda na klopi porogljivcev, razumem, da gre tukaj za eno zelo močno metaforo. Tukaj ne gre zdaj, da je eden, ki tam z nekom na klopci sedi, ne, da je to slabo. Ne, pa gre za močno metaforo, se pravi poetika, poezija ima ta močan naboj. Potem imamo zgodbice, zgodbe, recimo pravljice na pol, ne, kot je znamenita o preroku Jonu. Poznate, ne? Jon, ki je moral iti oznanjati, naj se Ninive, to je bil glavno mesto Asirije, naj se spreobrnejo, sicer jih bo Bog uničil. In zdaj pa Asirci so pa glavni sovražniki in dejansko uničevalci Izraela, so uničili Izrael. Ne? In zdaj Jon naj bi šel tja in tam oznanil, da bi se Ninive rešile. Se predstavljate? In seveda Jon ni do tega in potem hoče bežati na konec sveta in potem ga požre tista riba in potem je tam pod vodo plava, obstaja nek midraš, kaj je vse videl skozi ribo in tako naprej. Midraš je zgodba, ki je kasnejšega izvora, ki še malo širi to. Judje so pisali midraše. Pa tudi v Svetem pismu imamo nekaj midrašov. In potem seveda tista riba splune in on nima kaj, gre tja. Ninive se začuda spreobrnejo in so rešene, on pa gre in se usede, tam nek grm zraste nad njim in najprej mu je za umreti, rekel, to je brez veze, kakšna je to fora v bistvu. Ne. Potem še tisti grm crkne in spet mu je za umreti in Bog pa mu reče na koncu, Jona, lej, koliko je v tem mestu ljudi in žena, kaj šele živali, a ne nimam usmiljenja z njimi. To je ena taka zelo provokativna zgodba za vse tiste, ki so jezni in bi vse uničili, ne, vse, kar ni naše in vse, kar je nam sovražno, to vse
za pobit, ne. Ta zgodba funkcionira kot neke vrste korektiv moralni, ne. Vendarle, glej na ljudi, glej na živalce, Boge. Tukaj imamo glih eno zgodbo, ki je popolnoma obratna od zgodbe, ki sem jo prej omenil iz Samuelove knjige, ne, ko pa Bog reče vse pobit, z živalmi vred. Se pravi, te napetosti med teologijo pa med zgodbami so izredno pomembne. Redu, hvala. Zdaj, v tem odgovoru ste omenjali tudi mite oziroma mitskost v Stari zavezi, ampak Stara zaveza je tudi do neke mere faktična. Tudi neke podatke, ki so preverjeni v arheologiji, zgodovinopisju. Kako se potem znotraj Stare zaveze, ko pride do interpretiranja, kosata pravzaprav na eni strani mitskost in na drugi strani faktičnost? To se pravi, faktičnost je predvsem problem za, recimo, moderno zgodovinopisje. In seveda, ukolikor je tako, bi rekel, naravnano, bo predvsem gledalo to in bo tisto, kar je faktično, imelo za veljavno. Tisto, kar ni faktično, bo imelo drugi, bo nekako neveljavno. Ne. To je dokaj značilno še danes, recimo v krščanstvu in pa v nekaterih, predvsem v evangelikalnem krščanstvu, ki je fundamentalistične narave, ali pa tudi nekaterih, tudi v islamu do določene mere. Gre namreč za en določen svetovni nazor, ki je obtičal na moderni in pač ne vidi stvari drugače. Se pravi, če to ni fakt, potem Bog ni res. Ne? To se pravi, vemo, da so stvari veliko bolj kompleksne in današnja, bi rekel, biblična stroka na noben način ne gleda samo, kaj je faktično in kaj ne. Vemo, nekatere stvari se da zelo dobro argumentirati zgodovinsko, tiste, ki so bliže recimo našemu štetju. Imamo čudovite opise ali pa grozne opise pravzaprav tega, kar se je dogajalo v Izraelu v zgodovinski knjigi Jožefa Flavija, recimo o judovskih vojnah in tako naprej, in starožitnosti tudi, kako so živeli Judje. To je dobro zgodovinsko, tudi potem arheologija marsikaj pokaže, da je, kar piše v Svetem pismu, da drži, marsikaj pa pokaže, da absolutno ne drži. Ne? Tako da arheologija ni glavni kriterij, ali pa bi rekel, samo zgodovinopisje modernističnega stila, ni glavni način tega, kako mi razumemo, kaj Sveto pismo sporoča in govori. Zdaj bi se mogoče lahko dotaknila še tega, kako so na Staro zavezo gledali že v zgodovini cerkve, recimo v antiki, ko je obstajalo več, oziroma nekatere herezije so bile utemeljene na ideji, da je potrebno Staro zavezo pravzaprav izločiti oziroma jo ignorirati, se z njo ne ukvarjati. Kako je pravzaprav do tega spregleda takrat prišlo in katere korake smo naredili v razvoju od takrat do zdaj, ko razumemo Staro zavezo drugače? Ja, verjetno govoriš o Marcionu, ne, se pravi marcionizem je zelo značilno gibanje bilo med prvimi kristjani, zgodnjimi kristjani, to je bil en rimski, če ni bil škof celo, ki je pač Staro zavezo v celoti zavrnil. Predvsem je bilo to pod vplivom platonizma tudi, ne, ker krščanstvo je prišlo v stik z grško mislijo in ta grška misel je nekako postala skoraj da interpretativni pogoj za razumevanje tega, kar je pisala Nova zaveza, recimo Evangelij in tako naprej, pa Stara zaveza. Že Judje imajo nekaj tega, se pravi Filon Aleksandrijski je na nek način tako alegorično vse Staro zavezo razlagal, ne, in je rekel, vse to v bistvu ni res, ne, in Judje sicer niso tega toliko vzeli, so pa kristjani bolj vzeli to za res. Tako da je bila v zgodovini krščanstva, je interpretacija Stare zaveze imela različne funkcije, sploh uporaba Svetega pisma v krščanstvu ali pa katolištvu, no,
je bila velikokrat potem takšna, da je Sveto pismo bilo uporabljeno kot argumentacija za siceršnjo teologijo. Se pravi, če jaz naredim neko trditev o Bogu, potem vzamem Sveto pismo, prelistam, najdem neke citate in rečem, aha, tukaj piše, to je tako. In to je bila res pravzaprav ena dost slaba raba Svetega pisma, ki je bila predvsej lahko nespoštljiva ali pa neupoštevajoča kontekst in tako naprej. Ni bilo ves čas tako, ampak te tendence so bile vse do se mi zdi, 50-ih let, 60-ih let prejšnjega stoletja. Še nažalost se mi zdi, da biblična teologija marsikje zmanjka in potem pač gre bolj na feeling kot na poznavanje. Kaj bi pa recimo sporočil tistim kristjanom, ki še danes nekako podobno gledajo na svetopismo, se pravi, da nekako absolutno prioritizirajo novo zavezo in recimo iz stare zaveze sploh ne želijo črpati ničesar za svoje versko življenje? Ja, jaz bi rekel, da je to škoda. Mi vendarle potrebujemo določene vrste kaos v življenju. Iz kaosa lahko nekaj nastane. Iz popolnega reda pa ni več kaj nastati, ker je že togo. Ampak itak nas življenje, bi rekel, premetava in je na določene vrste kaotično, zato nam bolj kaotična pristop ali pa literatura ali pa tudi teologija lahko pomaga, da se ujamemo tam, kjer se sicer ne bi mogli. Sicer pa je tako, to se pravi, vsekakor je za nas, za kristjane, nova zaveza veliko bolj merodajna. In mogoče ni potrebno absolutno globoko poznavanje stare zaveze, mogoče je dobro, če je že tisto malo, kar ga imamo, nekako temelji na dobrih osnovah, pa tudi na tem dojemanju te kaotičnosti Božje podobe, monoteizma, pa tudi politeizma v stari zavezi. Enostavno zato, da ne začnemo malikovati lastnega prepričanja o Bogu. Kako bi se pa recimo opredelili do vprašanj, ki so povezane z nasiljem in krutostjo, ki se pojavljajo vse skozi staro zavezo? Kako jih razumeti, da pridemo do tega osnovnega sporočila stare zaveze? Stara zaveza že sama sebe interpretira. To je tudi ena zelo zanimiva stvar. Ko berete ta besedila, potem že v drugih knjigah so nekako začne se razmišljati, ali je to res, kot sem prej dal primer. To, če vse prav narediš, pa potem bo vse v redu, potem boš blagoslovljen. Že potem Job je neke vrste kontrainterpretacija tega. Vse pod vprašaj postavi. Podobno tudi v kakšnih drugih primerih. Recimo v knjigi Kraljev, dve knjigi Kraljev so tam, je recimo David je absolutni heroj, skoraj da brez napak, medtem ko je v Samuelovi knjigi je pač res človek, ki je grešnik, ki pa vendarle pride do neke prave, zdrave vloge. Zaradi tega potem se Davidovo kraljestvo ima obljubo nadaljevanja. Mislim, da sem zašel s vprašanja. Vprašanje je bilo... Ja, vprašanje nasilja in... Nasilje, ja. No, v glavnem tudi nasilje, kar sem prej povedal v zgodbi o Jonu, preroku Joni. Ja, nasilje ni vedno odgovor. Tudi Bog ne reče, da nasilje je odgovor. Bo koregiral, ni res. Ali pa recimo v postavi imamo gostoljubje do tujcev. Tujca moraš obravnavati tako kot svojega. Po drugi strani pa imamo vso to postavo o čistosti, se pravi o svetosti in ločenosti. Izrael je vendarle drugačen, ločen od drugih in mora se držati zapovedi, ki to ločenost vzdržuje. Zato, da je Božji. Potem pa seveda imamo veliko drugih primerov v stari zavezi, ki to demantirajo. Se pravi, če pa smo prebrali en nasilni odlomek, nekaj jih je, to ne pomeni, da to dejansko
pomeni Bog je tako rekel in tako mora biti. Ne. Kaj pa vem, v postavi imamo marsikaj, kar danes absolutno ne pride v poštev. Ne. To se pravi, če moški vara z neko žensko, kaj se mora zgoditi? Ja, njo je treba ubiti. Kaj pa on? Ja, on je pa moški. Ne. To ne gre. Ne. To se pravi, že v času, recimo, če vzamemo Marijo in pa Jožefa, ne. Jožef je pravičen, ki se je odločil, da tega ne bo naredil. Lahko bi, ne. Ampak je pravičen, ker to ni naredil. Se pravi, ne gre toliko zelo za to piše, tako je. Ampak piše marsikaj, zdaj pa človek uporabi modrost, uporabi razum in se nauči ljubiti. Ne? Se postava zapovedi, ki jih je dal Jezus, izhajata iz stare zaveze, ljubi svojega Boga z vsem svojim mišljenjem, močjo in srcem. Ne? In ljubi Boga ne? In svojega bližnjega kakor sebe. Se pravi, imamo veliko besedil, to judovstvo recimo je prav v tem smislu izredno zanimivo, ker se še vedno ukvarja s temi dihotomijami in s temi nejasnostmi. In je zato zanimivo tudi za študij, tudi za kristjane, se mi zdi. Spravi, stara zaveza vsebuje celo kopico različnih podob, nekatere si med sabo si nasprotujejo, so kontrastne med sabo. Ko ste tudi sami v predavanju povedali na koncu, ne, da je Bog stare zaveze tudi Bog usmiljenih in Bog ubogih, ampak je žal mogoče ta podoba čisto v vsakdanjem življenju bolj v ozadju tukaj. Prevladuje te dogodki nasilja, krutosti, zmeraj nekako žal pridejo v ospredje, ampak se mi zdi pomembno, da so tukaj izpostavila tudi to, da so tudi drugačne podobe Boga. In glede na ta širok nabor, bi vas mogoče za konec še vprašal, kaj je pravzaprav tisti temeljni namen obstoja tega širokega nabora vseh teh podob. In mogoče to v tem, da bi tudi mi Boga lahko videli v več različnih slikah, da bi lahko na ta način potem tudi lažje usmislili svoje življenje. Ja, jaz mislim, da je to odgovor že hkrati z vprašanjem. Dejansko pride situacija, tudi recimo, če gledamo Jezusa, ne, kako on interpretira svojo izkušnjo. Jezus izhaja iz ene same izkušnje, ki zaznamuje njegovo poslanstvo, in to je: ti si moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. To je tisto, z katerega on izhaja in zaradi česar vere v to vzdrži do konca in do umora in tako naprej in čez. Po drugi strani pa Jezus se tudi sooča s človeškim vidikom nejasnosti in trpljenja, recimo v Getsemaniju, ko ve, da je že toliko daleč prišlo, da najbrž ne bo živ ven prišel, ne? Stvari so se toliko že zategnile, da mu ni več rešitve, ne? Prosi Boga: o Bog, oče, ne? Da če je možno, ne gre to mimo ta kelih, ne? Prav, tudi Jezus, ne, je nekdo, ki je, in zaradi tega je Jezus nam sploh kaj povedati, ker ima podobno izkušnjo kot mi. Ker če bi imel popolnoma drugačno izkušnjo, potem bi bil zelo neadekvaten učitelj. A ne? Jaz obvladam, jaz vem, kaj pa s tabo, da se toliko neumen. To ni njegov pristop. Sploh ne. Ampak njegov pristop je: vidim, kako ti je, vidim in se te dotaknem. Dam prste v tvoja ušesa. Bog je revež, mislim, obseden, daj, ne, ti pomagam. To je njegov pristop. Se pravi, to je tudi razodetje tega, kdo Bog je. Pri krščanstvu je to izredno pomembno. Jedro in središče interpretacije Boga nasploh je Kristus, njegov nauk in njegovo vedenje tudi. Njegovo usmiljenje, tudi njegova gorečnost in želja po pravičnosti.
ne, ki na nek način je v njegovi osebi zdestilirana v to, kar rečemo misija, ne, kar je odrešenskega za spoznanje Boga. Nekaj takega, no. Jaz upam, da sem odgovoril približno. Gospod Ristič, najlepša hvala za vse vaše zanimive in predvsem izčrpne odgovore. Prišli smo k koncu našega dogodka, ampak še preden se zares poslovimo, mi dovolite, da vas vse povabim k nadaljnjem spremljanju dejavnosti, ki potekajo znotraj Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Lepo ste vabljeni, da obiščete našo spletno stran jezuitskikolegi.si in pa naše profile na drugih spletnih platformah. Lahko nam sledite na Facebooku, kjer smo prisotni kot Jezuitski kolegi v Ljubljani, na Instagramu kot Jezuitski kolegi. Lahko pa se naročite tudi na naš YouTube kanal Jezuitski kolegi, kjer bo kasneje tudi objavljen posnetek te večerne akademije na voljo za naknadni ogled. Posebna reklama velja za 2 podcasta, ki nastajata v okviru Jezuitskega kolegija, Tangenta in pa Pismo Uk. Lepo vabljeni k poslušanju. In na vseh teh platformah, na vseh teh socialnih omrežjih boste lahko tudi našli vse nadaljnje informacije o naših dejavnostih. Na tem mestu naj vas povabim že kar tudi na naslednjo akademijo, torej Marčevsko večerno akademijo, ki jo bomo tudi kmalu začeli oglaševati in bo prav tako potekala 3. torek v mesecu marcu. Seveda ste vedno vabljeni tudi, da nam pišete, da stopite z nami v stik, da z nami kontaktirate. Razni odzivi, predlogi za naprej in razne poizvedbe so vsekakor vedno dobrodošle. Gospod Ristič, še enkrat se vam iskreno zahvaljujem v imenu kolegija za vso predano vsebino in sem prepričan, da bomo vsi od tega dogodka veliko koristnega odnesli. Ja, še eno reklamo za tiste, ki vas zanima še več Svetega pisma. Začenjamo marca meseca ob ponedeljkih ob 6. Naš dolgoletni Bible Brew. To je biblična teologija, ki jo pa predavam v angleškem jeziku, ker so v naši sredini tudi tujci in Erasmus študentje. Tema bo pa knjiga Razodetja in pa apokaliptična literatura, ki jo zdaj nismo omenjali, ampak je izredno zanimiva. Torej, lepo vabljeni. Zdaj pa je čas, da se vsi dokončno tudi poslovimo. V imenu Jezuitskega kolegija gre iskrena zahvala tudi vsem vam za udeležbo, da ste nas spremljali danes. Iskreno upam, da bomo še ostali v stiku in da se bomo še srečali na kakšnem izmed dogodkov v prihodnosti v organizaciji Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Vse dobro vam želim, nasvidenje in lahko noč.